Prebivalcem Rakitne je zaradi medvedov prekipelo, srečujejo jih že skoraj vsak dan, lovci pa jih večinoma lahko le opazujejo, saj je odstrel zadržan. Prebivalci zdaj s peticijo pozivajo vlado naj posluša stroko in dovoli odstrel, ki bi uravnaval populacijo. Vprašanje pa je, ali je njihov protest usmerjen na pravi naslov. Na Ministrstvu za naravne vire namreč odstrel podpirajo, zadržalo ga je sodišče. In če sodni mlini ne bodo začeli hitro mleti, bo, kot opozarjajo lovci, prihodnje leto v gozdovih še veliko bolj nevarno. Janez Usenik. Življenje na idilični Rakitni je zadnja leta nekoliko manj idilično. Tole so posnetki medvedke, ki se je sicer že poleti sprehajala čisto blizu hiš, a to so tukaj vsakdanji prizori. Sem imela včasih peš poti po gozdu, daleč, zdaj si ne upam iti. Otroci iz jezera, iz vrtca, okoli jezera, da grejo varno na sprehod, ne gre. V gozdovih okoli Rakitne, pravi lovska družina, ki s temi gozdovi upravlja, je dovolj prostora, da bi popolnoma brez kakršnih koli težav in naravno živelo okoli 10 medvedov. Toda vse njihove ocene pravijo, da je v teh gozdovih v tem trenutku okoli 40 ali celo več različnih medvedov. Eno krmišče je zabeležilo v enem večeru, v eni noči 8 različnih medvedov. Zbrali so okoli 3000 podpisov peticije, ki od vlade zahteva naj posluša stroko in dovoli odstrel. Toda vprašanje je, ali je ta protest usmerjen na pravi naslov. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v mesecu maju izdalo odločbo, to je upravna odločba za odvzem iz narave z odstrelom teh 206 medvedov, ker gre to za klasičen upravni postopek. V postopku sodelujejo tudi stranski udeleženci. En od teh udeležencev je vložil tožbo pri upravnem sodišču. Pravica, da gredo na sodišče, je del evropskega prava in nič novega. Se je v 2004 še dal. A do zdaj je sodišče vedno pritrdilo stroki ter ministrstvu, letos pa se je stvar zavlekla in do danes še niso razpisali obravnave. Časa pa zmanjkuje, odstrel morajo opraviti, preden medvedje odidejo na zimsko spanje, in če ga ne bodo, Pa drugo leto lahko preštevamo teh 200 plus 100 mladičev. Res je, da za medvede, ki so nevarni ljudem in se preveč zadržujejo blizu naselij, recimo tale medved v bližini Cerknice, izdajo ustne odločbe. A lovci opozarjajo, nujni odlov v bližini naselij je lahko zelo nevaren. Če ni strel 100%, kar nobena more garantira, niti Rajmund Debevc. Kaj se zgodi, če bo ta medved trajno nekoga raztrgal? Uravnavanje populacije z odstrelom pa se jim zdi edini možen pristop.